bleeding me dry like a goddamn vampire. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Matica, se spomniš, ko sva rekla, da moramo najti, kaj bi raj, ko se krešata? Okay, Ja. No, Okay. zdaj te bom vprašal. Kaj bi raj? Karkoli boš rekel, sem jaz ta drug. Tako da Okay. nima veze. Okay. Kaj bi bil raj? Vampira, volkodlak. Današnja oddaja bo v bistvu o vampirjih in volkodlakih in prednosti in slabosti njihove. Ja, tako da... se pravi, ne bom mogel zagovarjati. Bom te jaz mal. Zato, ker Ja. to je pa tako zadnje vprašanje, ki bi si ga postavil. Kaj bi bil rajš? Brejš kri piva, prejš se spremenil. Ja, polni luni. Ja. Veš kaj? Volkodlak. Zato, ker si še zmeraj enkrat na mesec si malo čuden. Ja, pa živ si. Ja, prvič to, pa po dnevu lahko hodiš tako, pač sam po noči se moraš malo izogibati. Ja, pa še toliko sam takrat, kaj je polna luna. Ja. Oziroma, v nekaterih, že če je sam luna, se tudi že ni nujno, da je polna. ni vse. Ja. Tako da, mislim, čisto odvisno. So pa tudi v nekaterih mitih je tako, da se lahko spremeni, kadar hoče. Tako da, pač to je Zanimivo. odvisno Zdaj od iz kje vzameš, no. Bom šel v volkodlaka, Ok, pa pol sem jaz vampir. mogoče sem narobe izbral, ampak... Pa sem pa jaz bomo videli. vampir. No, Ok, jaz sem vampir. Pač, jaz lahko živim neskončno. ja, Tako da bi ti... si hotel živeti, ne? Ja, sej, lih to sem te hotel vprašati. a ne. Volkodlaki nekje živijo 150 do 200 let. To je kar Taka lepa, a ne? številka, Ja. Tako da v bistvu vampirji pa živijo v bistvu neskončno, če jih ti ne ubijaš. Tako da pač ubijaš jih pa na različne načine, ki bomo tudi prišli še do tega, kako jih. Okay. Je pa tako, pač vampir, če si vampir, ena izmed glavnih moči je, da si v bistvu ful močan. a ne. Ko ti postaneš vampir, a ne, se pravi, če te ugrizne en vampir. Boš tudi kako nastaneš ali Ja. kako boš... Aha, okay. Mislim, lahko, bom vse povedal. Okay, ja, Pač vampir nastaneš lahko samo, če te še en vampir ugrizne. a ne. In v bistvu s tem rataš ti vampir. In ta človek, v bistvu ta vampir, ki je tebe ugriznil, je tvoj gospodar. In to je v bistvu tudi ena izmed slabosti vampirja, ker ti moraš vedno ubogati gospodarja. Pač vse moraš narediti vedno. Mislim, ti si njegov... Ja, pač podložen. pač od njega, do tistega, ki je. Ja. Tako da pač vedno obstajajo vampirji, ki so nad tabo. Ja. Tudi tam je taka hierarhija. Ja. Tam sem že par vprašanj se mi postavila, okej, ampak kar. prvič, a je bilo prej kura ali jajce? Kdo je bil kaj prvi vampir? Kako je nastal prvi vampir? Kako je nastal prvi vampir? Se mi je zdelo, da boš to vprašal. No, okay, ja. Nastal je, prvi vampir je nastal, bil je nek Italijan. Ampak to je v bistvu zanimivo, da je ta zgodba iz mitologije grške. A ne? In on je v bistvu šel v Grčijo in je bil tam, mislim, da Heliosa, kjer je bog sonca, bog svetlobe. Ja. No, in neki se je njemu zameril in je rekel, da ne sme on nikoli na svetlobo več priti. Okay. In zaradi tega vampirji ne morejo biti na soncu, pa na podnevu. Pol so bile določene stvari, ki ne bom dolgo vezil, ki so se še zraven zgodile in počasi so vse te njegove stvari, ki jih je vampir dobil, naredile in potem se je vrnil ta vampir nazaj v Firence, v Italijo in naj bi še danes živel tam. Tako da, on je ta glaven. Kot je, verjetno boš tudi povedal, zakaj morajo kri piti. Od tega pride. To je pa naslednja stvar. Zdaj, če si vampir, je ena izmed slabosti, ker v bistvu, če si gurman, pač hrana odpade, ker edina tvoja hrana je kri. Tako da, mislim, lahko ješ, ampak nima nič okusa oziroma nič te ne nasit razen kri.
A ni Tako to da- tako, da ti zelo slabo potem, Ja. ko ješ, če bi jedel nekaj normalnega. Ja, mislim pač čisto odvisno spet od iz kje vzameš, nekje lahko normalno jejo, ampak pač ne nasitite hrana nič, samo krite nasit. Tukaj sem dele spomnil na un film What We Do in Shadows, Ja, če si daj gledal, najbrž ne. ja. Taka, ko neka office dokumentarc Ja. o vampirjih v Novi Zelandiji, kako danes živijo. In Aha. taka zelo fajna zadeva za pogledati. Pa od tukaj pol. Ja, Taka drugač tako, ti vampirji pa volkodlaki so bili, če mene vprašaš, še ne 10 let nazaj, ful aktualni, pač bilo je milijon filmov, pa Twilight, pa Ja. serij, pa vsega tega, zdaj pa to kar malo Ampak tako. zelo hitro je gor šlo pa dol. ne? Tako, ja. Tako da pač bil je obdobje dele, Ja, pač. ki je bilo ful popularno, zdaj pa Zdaj pa res v bistvu, kjer več ne vidiš tega. ni neki več toliko vampirjev. Zdaj sem pa jaz tukaj, da malo obudimo nazaj. Ok, gremo še naprej. Hitrost, vampirji so v bistvu ful hitri. A ne? Oni se lahko v bistvu tako hitro premikajo, da človek v bistvu ga sploh ne more videti. a Ne? Pač za človeka bi izgledal, da se teleportira, čeprav se ne. Pač Se to je premika hiter. tako Ja, hitro. zelo hitro se premika. Tako da, Okay. tako da ga je težko tudi ujeti, a ne pa vampirja, glede na to, kakšno ima hitrost. a Ne? Pol. Ali lahko se Ja. nekaj na začetek vrnem. Ja. Se pravi, imamo vsak ima gospodarja, ne, Ja, si rekel. ja. Vedno, ves čas. Ja. Ne, gospodar se mu lahko odpove, in če se mu, mislim, odpove. Pač, če ga spusti, da reče, da je pol mu ga ni treba več obogati. Sam to je praktično nikoli se ne naredi. Kakšne stvari Ja. hoče. Ja, okay. So imeli kar domišljijo, drugače. Večino teh stvari je iz srednjega veka prišlo, kaj pa kako lahko vampirji. Aha, kdaj se pa prvič vampir omenja, oziroma da ga opisujejo? Ali Mislim, drugače so prvič, so ga mislim, da že ful dolg nazaj omenjali, sam pač v drugačnih oblikah. No? Aha, Tako da ne vem. Prav Ne vem tako bolj modernejše je pa... ja, nek sreden vek, da Že to, 1000, ne? ja, Okej. 700 tam nek, Okej. ja, tam nekje. No. Ampak ja, prvič se sem bral, pač že ful dolg nazaj. Ne, vem. No, Bilo, ja. okay. Ok, pol naslednja stvar, celjenje, ne, pač karkoli v bistvu ti poškoduješ, se v bistvu vampir zelo hitro zacelimo. Tako da pač dejansko se ne moreš poškodovati, razen če imaš srebro. Aha, ja. Srebro je pa v bistvu šibka točka. Ja. Vampirja in v bistvu, če imaš ti srebro oziroma lesen kol v srce, ga ubije Okej. vampirja. Drugače, Pa česen. pa česen. Ja, česen je pa tudi ena izmed stvari, ki sem jo napisal. Čak, Aha, no, se le 5 tipov vrst, da ne boš skakal. Ne, vse lahko, če smo že tle. Česen je v bistvu. Namarajo česna, to je v bistvu nastalo zaradi tega, ker je včasih, mislim, teorija je taka, ne, da so pač napisali, zakaj je česen, ker ima ful antibakterijskih lastnosti česen. In pač zaradi tega se on kao tudi boji česna. Se pravi, vampiri na bakterije palijo. Ja, so neke vrste bakterije. Aha, in zato se boji česna. Ja, to je to. Okay, To je to. Okay. Čakaj, kva smo pol, ja, celjenje, pa v bistvu čuti, vse čute ima zelo dobre. Pač sluh, von, tako da pač vidijo zelo dobro in se pravi, vse je bolj izostrena, kot pri navadnemu človeku. Pa še zadnja stvar, ki je prednost, pač, mislim, zadnja stvar, se jih je še nekaj, ampak ta izmed glavno je pa hipnoza oziroma nadziranje uma. Vampir te lahko hipnotizira in v bistvu človeka dobi informacije, ki so tiste, ki hoče. Tako da, ja. Mislim, zdaj, če tako pogledaš, vsi neke lastnosti so fajne. Sam, ja, da imaš skozi enega nad sabo, Ja. ki ga moraš obogati očitno. Kaj pa, če ga ne obogaš? Mislim, da ga moraš.
Ga moraš Pa če ga ne obog. Mislim, da vampir sploh ne more, da ga ne oboga. Če nekaj reče, pač on more narediti tako. Ne? Pač ni možno, da ne bi, ne vem. Če reče, ostan tukaj, ne smeš iz sobe, ti fizično ne moreš ven iz sobe. Ja, prav tako. Ja, Wow, ja, pač. zanimivo. Tako da, ja. Ok, pa gremo na slabosti. Verjetno bo tu med slabosti, v redu. Ja, Bomo počakali. tako. Prvo je itak najbolj sončna svetloba. A ne? Pač sonce, pač če sonce pade na vampirja, ga zažge, umre in je konec. Tako da pač v pepel se spremeni. Tako da, pač tako je. Fora je, da lahko je nekaj časa, ampak začne goreti. Ja. In je fora, da če ne gre hitro v senco, oziroma v nekam podzemlju, oziroma nekam, bo umrl. Se pa, če je na soncu nekaj časa, se lahko nazaj zacel, pa je kol pol spet. Če ni dosti predolg cajt, tako da se zažge. Ok, naslednja stvar, ki je v bistvu ful meni zanimiva, je to vabila. Se pravi, ti če... Mora biti povabljen. Ja, mora biti povabljen v hišo. Se pravi, če ti ne rečeš vampirju, da lahko stopi v tvojo hišo, pač ne more. Ne? Pač fizično ne more stopiti v hišo, če nima povabila. Tako da pač to je ena izmed takih stvari. Tudi če v bistvu ti ga povabiš in gre noter, ti lahko to povabilo kadarkoli prekličeš in bo on sam šel ven, ne bo mogel več ustati v hiši. Tako da, Kaj dobro. tako da ja, to je ena izmed slabosti. Naslednja je klic stvaritelja, to je to, kar sva govorila. Pač kadarkoli ga rabi nekdo, tisti, ki ga je ustvaril, pač mora priti in to je to. Pač ne more, da pač skozi moraš ubogati. Ker je... Ja. V nekaterih tudi je to, da nimajo odseva. Nek to ni in kao zaradi tega, ker so mrtvi, v bistvu v ogledalu se ti ne vidiš. Tako da, in pač če nima odseva, kao lahko veš, da je to vampir, ker nima odseva. Tako da, ja, ampak to je nek, pa tega se sploh ne držijo. Tako da ni vedno tako. Nekateri pravijo, da so se to spomnili vampirji, zato da so pretentali ljudi, da so mislili, da če nima odseva, da se lahko pretvarjajo, pa čeprav to sploh ni držalo. Pač neke te fore. Ampak ja. Tako. Ok, po naslednjo smo imeli srebro, v bistvu srebro ga zažge. Kako pa to? Da glih srebro. Kakšna fora o tem? Mislim, po moje, da je srebro, ne vem, pač zaradi tega, ker, ne vem, pač srebro nekaj mogel biti ali nekaj. Zato, da so lahko se borili proti njemu. In pač srebro mu v bistvu zažge ga in mu tudi lahko pusti brazgotine, če je predolg, dalj časa rab, če je bil srebro na njemu, da se zacel, kakor navadna rana. Ker recimo, če ga ti zabodeš ali pa ne vem kaj, narediš... ne vem, z enim železom, je to pač, ne vem, minutka pa je on zaceljen, če je pa srebro, pa to ful dalj cajta traja. Pa ga v bistvu ubiješ. Lahko tudi, seveda, srebrom ga lahko ubiješ. Tako da v bistvu tudi polke pridemo naprej na orožja, ne moreš ti, on ne more uporabljati orožja, ki ima srebro, se pravi, logično, pač je proti temu pač vsega boli, če je srebro. Ja. Naslednja zadeva je požegnana voda. To je pa v bistvu tako, da če v bistvu ga ti s to vodo, je kar neka kislina za človeka, pač začne ga razžirati. Tako da pač to je tudi Se pravi, v cerkvi si tudi varen pred tako je, v bistvu, to je naslednja stvar, je pa to, da on v bistvu ne more sploh v cerku. Mislim, je približen isto, kakor povabilo v hišo, ampak v osnovi on v bistvu na te sveta mesta ne more jeti in Zdaj sem eno tako idejo dobil, si to
se očitno mogli to malo v zgodovini s krščanstvom predstavljati to nekega satana ali pa kaj Tako, takega, ja, pač. da ne more, ker ne vem, križ vidi, pa se Tako je. ustraši ali karkoli. Naslednja stvar je pač to, ja. Okay. So pač vse te verski, se pravi križ, vse to, Simboli so. to ga tudi v bistvu peče oziroma zažge, če imaš ti križ, ampak samo v primeru, da si ti zelo dober vernik. Aha, Če si ti ateist in ga izkrižam, njega to ne gane se pravi, nič. moraš res, še zmeraj moraš biti Biti. povezan. Tako, tako, No, tako da če, no. če ne verjameš zares v Boga, Ti sploh ne pomaga. ti ne nič. pomaga križ, pa vse te verski, vse te Simboli. verski simboli. Ja, Ja. tako. Okay. Pol les, a ne pač lesen kol v srce. V bistvu on umre s tem, da mu v bistvu odstraniš srce. A ne? In v bistvu, Ni dosti, če ga sam zabodeš. ja, je dost. Okej. Mislim, če je lesen kol, ga ubiješ, če je pa ga ti z nožem, ga pa ne boš ubil, ker bi mu mogel iztrgati srce ven. Zanimivo, kako da izlesem lahko z nožem, pa ne vem. Ja, ne gre, tako pač je, tako je. Tako pač je. Pa smo na česnu, pa smo verski predmeti in lokacije, se pravi, ne more tudi stopiti v cerkev, če. Ampak če bi ga povabil, bi pa lahko šel. Ja, sam ne bi se dobro počutil, ker je to, mislim, Zastop. ne bi mogel biti glih noter tako. Ampak ja, v osnovi bi lahko šel noter. Pa zadnja stvar, ogenj. Pač, če ga ti zakuraš, oziroma oni se nasplošno bojijo ognja. O ja, In- to nisem vedel. Ja, in nasplošno karkoli je zelo so vnetljivi, pravijo, tako da zelo hitro lahko zagorijo. Tako da če imaš šibice ali pa karkoli, ga v bistvu lahko zelo Je že hitro, dost. ga lahko že zelo hitro zakuraš. Tako da Okay. to je to. Cool. Vidim, da ne vem, a se ti je tako všeč ta mitologija vampirjev, ker veliko si napisal, no. Ja, drugače mislim, bil je Twilight čas, ne, nisem. Drugače zelo dolgo nisem nič vampirskega gledal, sem pa včasih pred časom, ko je bilo to ful popularno, je bilo tudi meni ful zabavno to gledati. Tako da ja, sem si pa zdaj le malo osvežil spomin s tem, ker sem to delal. Tako da, Okay. zdaj od Volkodlaka ne vem, če imava čas, ker sva se že kar dosti razgovorila. Prednosti, slabosti, lahko ne hitro greva malo čez, da ne bomo rekli, da Zakaj pa nismo. ne? Ne, bo pa ena oddaja malo daljša. Ja. Prvo Volkodlak, hitrost, oni so hitri, zelo, nekje 100 km/h lahko tečejo. Tako da so Kar fajn. top. Reflekse imajo ful dobre, še boljše kot vampirji. Edina se pravi, čutila nos, lahko zavohajo ne vem koliko kilometrov stran, kaj se dogaja, pa vse te mikromišice, te stvari, ne vem, kakšni ti bokserji, ki gledajo, kva bo naredil, veš, pač oni to ful boljš vidijo in vejo, znajo se prilagoditi temu. Ampak to, takrat, ko je Volkodlak ali tudi, ko je To je v človeškem stvar, stanju. to je stvar v bistvu, ki jo se mora naučiti, lahko se nauči pa jo tudi v človeškem, ampak v osnovi, ko je Volkodlak. Ampak večino teh stvari se lahko naučiš, če dolgo treniraš, ker imaš v osnovi te opcije. Ja, zato, ker meni je bilo zmeraj, sem bil mnenja, da če se v Volkodlaka spremeni, se sploh ne spomni, da je bil Volkodlak. Ja, tudi to je. Zelo težko se naučiti to. Ja, ne, sam imaš to kao v genih noter in se lahko, Okej. lahko kao. Ja, edina stvar, ker od teh refleksov je vid imajo pa slabši, kot recimo normalen človek ali pa to, tako da kot volkovi tudi ne vidijo glih dober, von pa sluh pa te zdaj imajo pa veliko boljše. Ja, pač močni so, zelo, pa zelo trdo kožo imajo. To pomeni, da ga zelo težko v bistvu ti, ne vem, z nekim nožem zapičeš karkoli, ker ima tako debelo kožo, da moraš biti že kar majster. Da se, ampak zelo težko. Pa isto se zelo hitro se celijo, tako da ja. Greva na hiter naprej. Ja, to sem že povedal, daljša življenjska doba, 130 do 200 let, mogoče več, tam nekje živijo.
Slabosti so pa spet. Drugače, volkodlak pa vampir sta bila vedno sovražnika. Ja. A imaš tudi napisan, kako pa volkodlak nastane? Volkodlak pa nastane, v bistvu si nisem šel točen brati, tako kot za vampirja, ampak nastane pač isto, če ga nek drug volkodlak ogrizne. Tako da je pač sam da pri vampirjih je tako, da moraš imeti prav nek poseben obretje, da ga ti, da ne vem, ga moraš zakopati vampir, ne, če ga sami se sakri, ne boš rado vampir, boš pač umrl. A ne, ti ga moraš pol neki pokopati, pa ne vem, pač nek tak proces je. Ja. Tako da to, ok, greva na slabosti od volkodlaka. Isto srebro, isto ogenj, isto sveta zemlja. Ne objekti, ampak ne more recimo v cerku ali pa... Sploh ne more. Ja. Okay. Pa ne moreš ga povabiti, ker je pač volkodlak, ni to kot vampir. Sej pač volkodlak se obnaša kot žival, ne moreš biti, ne moreš se pogovarjati s tem, ne? Tako je. Slabosti so tudi pol svetle bliske, se pravi, če nekimu ful flashiraš, bo njega to odgnal, zaradi tega, ker ne mara tega, da se pravi, če imaš ti nek... Živalsko se obnaša. Tako, ja. Visoki glasni zvoki, ker on ima toliko zostren čut, če v bistvu ti ful kričiš, če ful tako bo šel stran. Tako da to je v bistvu lahko zelo hiter, v bistvu zelo lahko odvrneš. Lažje se ga znebiš. Tako. Pol lahko ga obglavaš, pač so zelo težko, ampak da se ga, ampak če ga obglavaš, bo pač umrl. Ker pri vampirju sem šel gledati, pač ni tako. Dejansko ga moraš... Fora je, če vampirja obglavaš, moraš, kako že, dati telo, ne vem kako že, noge nad glavo, kako ga moraš nekako pokopati, zaradi tega, da ne more skup pride, ker drugače te lahko pride nazaj. Zanimivo. Drugače, naslednja stvar, repečasta preobjeda, veš, kjer rastlina je to? Ne. To je tle, čakaj. Ta. Čakaj, kje imam? To. Aha, ja. ok. No, to je rastlina, ki se jo volkodlaki bojijo, oziroma nekateri pravijo, da lahko jih ta rastlina celo spreobrne nazaj v normalne ljudi. Tako da... Zanimivo. To je... Lihta. Ja, to je tudi sem šel gledati, zakaj je ta rastlina, zaradi tega, ker so v bistvu včasih s tem, mislim, da pobijali, zastropovali volkove s to rastlino. Tako da pač najverjetneje iz tega pride. Naslednja stvar, šibkost elektrika. Če ga ti, v bistvu, če vidiš, da se boš spremenil v volkodlaka, če ga ti kao na štrom prikločiš, boš če ga v švajn stresu, se ne boš spremenil v volkodlaka. In boš ostal človek. Vidiš, to je pa pol taka samega sebe. Če veš, da se v spremenu, se sam priklopiš na akumulator. Tako. Pa si nazaj. Tako pa postaneš šel. Pa v bistvu luna, kar sva že povedala. Se pravi, ni nujno, da je polna. Ni nujno, da je polna, ja. Mislim, v večini zgodb more biti polna, ampak so pa tudi v nekaterih, ki je samo, da je luna, da je svetloba lune, se lahko že spremeniš. Ampak to je spet, to je mogoče v kakšnih, ki ti lahko nadziraš, da se spremeniš, kdaj se, tako da pač odvisno je, kako je zgodba narejena. Ampak v osnovi polna luna, ja. Ok. Mogoče tudi veš, kdo je bil prvi volkodlak in kako je nastal? Ne. To pa nisem šel. No, tako da... Karkoli. Ok. Ja, še zmer bil rajš volkodlak. Rajš volkodlak. Ja. Ok. Kako je to? To je to. Mislim, da je bila dosti dolga oddaja. Hvala za ogled. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ja, adijo. Ajde, čau.